Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Sejemski utrip. Letos je v Gornji Radgoni vrata odprl že 60. jubilejni mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Tako kot vrsto let tudi letos sodelavci televizije A za vas spremljamo sejemsko dogajanje tukaj v Gornji Radgoni. Za vas smo danes pripravili pregled prvega sejemskega dne, zato ostanite v naši družbi. Po 2 težkih letih pandemije novega koronavirusa je mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni danes odprl svoja vrata. Do 25. avgusta bo navduševal z vrhunsko tehniko, mehanizacijo, opremo in sredstvi za kmetijstvo, gozdarstvo, vinarstvo in živilstvo. S strokovnimi razstavami živali predstavlja vrhunske rejske dosežke in z najboljšimi sonaravnimi praksami vabi v bujne sejemske vrtove. Vse dni sejemskega dogajanja bo povezoval s strokovnimi in stanovskimi srečanji in nazdravil jubileju z najboljšimi kmetijskimi pridelki, prehrano in vini. Letošnje sejemsko dogajanje je namreč v znamenju 60. jubileja, ki ga praznuje pomurski sejem s sejmom Agra. Predsednik uprave pomurskega sejma Janez Erjavec je na odprtju sejma še poudaril. Tako kot Mura, tudi Agra že 60 leti povezuje vse pozitivne silnice in prinaša nova znanja in izkušnje. Agra ponuja veliko. Na eni strani nove tehnologije za kmetijstvo, agroživilstvo in splošno rabo, na drugi strani izdelke živilske industrije. Ponuja nam veliko znanja in izkušenj najboljših strokovnjakov iz različnih področij, pa tudi usmeritve kmetijske politike. Tokrat predstavlja svoje izdelke in storitve preko 1750 razstavljavcev iz 31 držav. Sejem spremljajo številni strokovni posveti, predavanja in okrogle mize na aktualne tematike. Vsebinski poudarki so na mednarodnem letu ribištva in ribogojstva ter na Evropskem letu mladih, zato ni naključje, da je prvi sejemski dan namenjen mladim kmetom. Predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Anja Mager to pozdravlja. Zagotovo zelo pozitivno, da začnemo prvi dan z mladimi kmeti, s prihodnostjo in upamo, da bo to tudi doprineslo k temu, da bomo mladi povsod vedno prvi in ne le z besedami, ampak tudi z dejanji. Kaj pričakujete od tega sejma? Pričakujemo. V bistvu glede na to, da je to po 2 letih zdaj res sejem v tisti polni veličini, predvsem, da bo sejem poln obiskovalcev, da bomo lahko končno prišli v stik tudi s tistimi, ki se mogoče v teh 2 letih nismo srečali, odpremo kakšno konkretno debato, pridemo do kakšne konkretne rešitve, predvsem pa to povezovanje, druženje in izobraževanje. Magrova še dodaja, da je sejem pomemben za mlade kmete predvsem zato, da lahko izpostavijo problematiko, ki jih pesti. Vedno izpostavljamo, da smo mladi, trenutno imamo samo 4,6% mladih kmetov, ki so že prevzeli kmetije in kmetujemo in ta številka ni ravno spodbudna. Zato mladi kmetje res potrebujejo celovito podporno okolje, politiko, ki jih bo podpirala in seveda tudi vsi potrošniki, da se zavedajo, kako pomembno je, da spodbujamo mlade, da kupujemo od mladih kmetov, generalno od kmetov, da bo to poklic, ki bo res spoštovan, ker se nam zdi, da trenutno je ravno to tisto, ne le kriza, v kateri smo, ne le vse te cene in podnebne spremembe in vse težave, ki nas pestijo, ampak tudi to vse splošno nerazumevanje širše javnosti, da doprinese k temu, da mladi vedno težje vidijo priložnosti, ki jih kmetijstvo prinaša. In zaradi tega je zelo pomembno, da smo tu, da po eni strani opozarjamo nas, na drugi strani pa tudi spodbujamo mlade in jim pokažemo, katere so vse tiste perspektive, ki jih mogoče sami še ne vidijo. Na razstavnem prostoru Zveze slovenske podeželske mladine so za vse sejemske dni pripravili pester program, ki nam ga je predstavila prostovoljka Urška Skube. Mi smo pa za te sejemske dni v Gornji Radgoni danes pripravili, ne samo danes, cel teden pripravili ogromno aktivnosti. Predstavljamo vsak dan mlade iz celotne Slovenije, se pravi društva, naše člane. Danes se predstavljajo mladi iz Dolenjske, potem pa poleg tega na stojnici ponujamo naš
zemljevid Slovenije, kjer lahko v bistvu gostje odkrijejo, iz kje prihajajo vsa društva. Imamo pripravljeno posebno talno igro za otroke na temo mleka. Imamo tudi fotkarja, kjer se lahko mimoidoči poslikajo, in pa imamo veliko članov, s katerimi lahko vsi mimoidoči poklepetajo. Želimo doseči torej, da nas prepoznajo v svetu in da v bistvu vsi začutijo ta utrip pristnega podeželja, kako je podeželje torej čudovito, krasno, in predvsem to, da se čutijo dobrodošle med nami, in da širimo našo pozitivno energijo in naš ponos tega, da smo mladi iz podeželja. Poleg mladih kmetov je današnji dan bil tudi v znamenju oračev. Ti so popestrili dogajanje s povorko traktorjev ter predstavitvijo državnega tekmovanja oračev in tekmovanjem za pokal Pomurskega sejma. Predsednik društva oračev Marjan Kardinar. Danes lahko povem, da je tako sejem kot orači smo našli skupni jezik v kvalitetnem oranju in spodbudi, da naši pomurski orači na regionalnem tekmovanju izbirajo najboljše orače, ki potem se udeležujejo državnega tekmovanja, istočasno pa seveda za pokal sejma, in to tradicijo v bistvu delamo že 30 let. Mi smo sigurno hvaležni sejmu tudi zaradi promocije na nek način, na drugi strani pa pravzaprav tudi mi, orači, pomagamo Pomurskemu sejmu za kvaliteto verjetno programa, ki ga vsi skupaj delamo. Današnji dan na sejmu Agra v Gornji Radgoni so zaznamovale še različne predstavitve programov, revije razstavljenih živali, pa predstavitev vrhunskih športnikov zaposlenih v Slovenski vojski, odprtje razstave Zadružne zveze Slovenije, demonstracije permakulturnih praks in obdelovanja vinogradov. Že danes pa so obiskovalci lahko obiskali stojnice države partnerice, to je letos Japonska. Slednja s sodelujočimi podjetji predstavlja prodorne sisteme avtomatizacije v kmetijstvu, napredne stroje in opremo za kmetijstvo in vrtnarstvo, pa nove tehnologije za ribogojstvo ter japonske prehranske izdelke, začimbe in pijače. Na sejmu je mogoče videti tudi razstavo nagrajenih izdelkov, ki jih že tradicionalno ocenjuje Pomurski sejem. Tudi letos pa sejem sooblikujejo vodilne vladne, strokovne in stanovske organizacije na čelu z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v nedeljo 21. avgusta vabi na okroglo mizo Lepo je biti kmet, ki bo potekala ob 14. uri v hali A na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Na okrogli mizi bodo na podlagi primerov dobrih praks iskali rešitve, kako mlade navdušiti za poklic kmeta, kakšne spodbude ponuja država ter kakšna znanja potrebuje sodoben podjeten kmet. Andrej Gazdak, predstavnik podjetja Turopolje d.o.o. Smo na jubilejni 60. Agri in nam lahko poveste, s čim presenečate obiskovalke in obiskovalce na vaši stolnici. Kot vsako leto, glavni program motornih žag, tudi malo večji poudarek je letos na akumulatorskih izdelkih, na vseh akuproduktih, ko imamo tudi vsako leto dosti več. Tudi letos smo imeli zelo veliko, tudi nekaj novih produktov. Večjem pa tudi standard našega programa, kot vsako leto, vrtalnike, vrtni program, se pravi vrtne kosilnice, traktorske kosilnice, polnitkrce in seveda tudi robotske kosilnice. Tako da imamo ogromno vsega tudi za pokazati, tudi vedno novi modeli, kot je tudi pri motorni žagi že zdaj ta čisto najnovejša varianta 500i, ko je na direkten vbrizg. Se pravi, motorna žaga čist nove tehnologije, ko zaenkrat še niti en ponudnik nima nič podobnega. Se pravi, prednost tega produkta je vsekakor v zmogljivosti samega izdelka, pa pač tudi tega, da nimate uplinjača, ampak imate direkten vbrizg. Se pravi, nekako deluje v principu avtomobilske industrije, ko imajo tudi pač čist drugačen sistem dovajanja goriva. Ponujete pa tudi zaščitna oblačila za tiste, ki delajo v gozdu, pa tudi sicer. Seveda, tudi to. Poleg tega imamo tudi zaščitna oblačila za pač vse ljudi, kaj se tiče za žaganje, motorno žago ali pa za košenje. Imamo tudi posebne hlače,
ko pač pomaga tudi, da se trava pol ne prime tako, pa tudi, da je bolj udobno pol v njih delati in jih tudi nositi, seveda. Kaj se pa za zaščito pri žaganju tiče, pa imamo tudi več različnih produktov. Se pravi, imate osnovne modele hlač, ko so malenkost ugodnejši, so tudi zaradi tega tudi malo težje, ali pa profesionalno varianto, ko so seveda dosti bolj lažje in imajo še malo večjo zaščito, kot pa si ostali modeli. Se pravi, da vas najdemo na jubilejni Agri na razstavnem prostoru, kot smo ga vedno vajeni. Točno tako, kot vsako leto na istem mestu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi letos aktivno sodeluje na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Osrednje teme so letos namenjene predstavitvi kampanje Lepo je biti kmet, problematiki zavržene hrane, akciji Seme kakovosti za EU in ekološkim kmetijam. Glede mednarodnega sodelovanja pa resorno ministrstvo veliko pozornost posveča državi partnerici Japonski. Tako kot vsako leto doslej je tudi letos Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano svoje aktivnosti na sejmu Agra pričelo na otvoritveni slovesnosti, katere se je udeležila tudi ministrica Irena Šinko, ki je v svojem nagovoru poudarila. Če je vsaka kriza priložnost, potem naj bo tudi aktualna in sicer za dvig pomena kakovosti slovenske hrane in posledično ugleda poklica kmeta. Spodbudno je, da so nam površine za kmetovanje spet povečujejo, a na drugi strani ne smemo pozabiti, da smo v 30 letih izgubili več kot 80 tisoč hektarov kmetijskih zemljišč in da se nam starostna struktura nosilcev kmetijskih gospodarstev zvišuje. V Sloveniji imamo manj kot 5% nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki so mlajši od 40 let. Zavedam se, da so mladi tisti, na katerih moramo graditi bodočnost našega kmetijstva, zato je potrebno poklicu kmeta dati ugled v družbi, mladim na podeželju pa omogočiti ustrezno kakovost življenja. To bo ključno za zagotavljanje kakovostne hrane, hrane za prebivalstvo, ohranjanje kulturne krajine ter z njo povezane tradicije in turizma. Hkrati pa moramo ohraniti dovolj naravnih resursov, pri čemer posebej poudarjam na ohranjanje obstoječega obsega kmetijskih zemljišč, kajti v preteklosti je bilo že preveč uničenih. Letošnji sejem Agra pomeni tudi pomembno priložnost za kampanjo pod nazivom Ekološko plus lokalno je idealno. Ljudje se seveda vse bolj zavedajo pomena, nekako bom rekla, ekološke, bolj sonaravne pridelave, ampak seveda bi radi tudi s to kampanjo ekološko plus lokalno idealno še bolj spodbudili ljudi, da začnejo ceniti prav slovenske ekološke proizvode. Cilj nam je, da po eni strani spodbudimo ljudi, jih naučimo v bistvu o kvalitetah ekološke hrane, predvsem slovenske ekološke hrane, ki je zelo na visokem standardu, in po drugi strani tudi kmete, da spodbudimo, da se v večji meri začnejo pa vključevati v ekološko kmetovanje, da grejo v to preusmeritev iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo. Eden od pomembnih ciljev kampanje Ekološko plus lokalno je idealno je zagotovo tudi pomoč slovenskim kmetovalcem pri iskanju novih tržnih poti. Moram reči, da smo v združenju Deteljica, kakor tudi vsi naši člani, kakor tudi krovna organizacija Zveza društev ekoloških kmetov, vsi kmetje v Sloveniji s to akcijo zelo zadovoljni, da po več letih končno, bom rekel, je stekla ena promocija, saj smo s tem spodbudili ljudi, da so začeli na nek način razmišljati o lokalni ekološko pridelani hrani. Prej je bila pač vse splošno iz uvoza, iz ne vem kje, ampak zdaj pa je večji poudarek na moji ekološki kmetiji, iz moje bližine. Mi nudimo ekološke zabojčke, organiziramo sami ekološke tržnice, tudi v neke trgovske centre že dobavljamo ekološko hrano, tako da akcija je vsekakor bila in je zelo dobrodošla in se veselimo še naprej, da bo še ministrstvo nas naprej v tej smeri še bolj podpiralo.
Jože Ledinek kot predsednik Združenja ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica in tudi kot kmetovalec na biokmetiji Eržen vidi v ekološkem kmetovanju veliko priložnost za slovensko kmetijstvo. Absolutno ponudba slovenske ekološke hrane je veliko premajhna. Priložnost za ne ekološke kmetije, ki še niso, lahko povem, da je izredno veliko. Imamo resnično, bom rekel, zelo dobro povpraševanje in naša kmetija, biokmetija Eržen, zdaj že več kot 20 let ekološko kmetujemo. Vsako leto več pridelamo zelenjave, vsako leto imamo več predelave in še nikoli se ni zgodilo, da bi nam kaj ostalo. Resnično povpraševanje je izredno in lahko iskreno povem, da ljudje so lačni prave hrane. Prava hrana pa je domača ekološka hrana. Sejemske aktivnosti resornega ministrstva so letos usmerjene tudi v informiranje obiskovalcev o pomenu zmanjševanja zavržkov hrane, ki je v času prehranske draginje in globalnega pomanjkanja hrane eden od pomembnejših ukrepov vsakega posameznika. Povedati je treba, da Slovenija kot taka ne bo nikoli samozadostna z hrano, zato ker vemo, da imamo določene naravne vire, ki jih lahko izkoristimo, za določene pa nimamo. Vsekakor tam, kjer je možno, kot je na primer krompir, zelenjava, kjer imamo te pogoje, se lahko potrudimo in z raznimi spodbudami na področju več proizvodnje v rastlinjakih, potem več proizvodnje namakanja in podobno, lahko povečamo proizvodnjo. Proizvodnja hrane se bo do leta 2050 namreč morala povečati za kar 70%, da bi zadovoljila potrebe naraščajočega števila prebivalcev. Po drugi strani pa zavržemo kar tretjino vse pridelane hrane. Po drugi strani imamo pa veliko takih, da se veliko hrane zavrže in pri tem se hrana zavrže zato, ker je, naprimer, kupimo preveč in je potem ne porabimo. Taka hrana je največ zavržena v gospodinjstvi, potem so v gostilnah in pa tudi v trgovinah. In mogli se bomo zavedati, da bomo na eni strani tudi tukaj začeli nekaj delati, da vemo, da ni vse, kar je ostalo, da je potrebno završiti, ampak da se lahko hrana tudi pogreje, uporablja dalj časa. Toliko o današnjih aktivnostih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na jubilejnem 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Bodite z nami tudi jutri, ko bomo prav tako spremljali delo resornega ministrstva, predvsem delo ministrice in ostalih sodelavcev. Predsedniku uprave izročim zahvalo predsednika Republike, ki jo prejme Pomurski sejem za 60 let uspešnega prirejanja mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki spodbuja odličnost, povezovanje in mednarodno sodelovanje v kmetijstvu in živilstvu ter razvoj slovenskega podeželja. Iskrene čestitke. Meni pozdravljam predsednika Zadružne zveze Slovenije, gospoda Boruta Florjančiča. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Zadružna zveza Slovenije praznuje obletnico
in sicer tukaj na kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni in v kmetijske zadruge, v katere so združene v Zadružno zvezo Slovenije, seveda ščiti prebivalstvo na deželi oziroma tiste, ki pač delajo na ruralnem območju s kmetijskimi pridelki. Ja, letos mineva 150 let, ko so se v Sloveniji začele ustanavljati zadruge. Takrat so bili res težki časi in brata Vošnjak sta premogla to v bistvu in pokončnost in daljnovidnost, da sta vedela, da le v povezanem si močnejši. In takrat so začele zadruge nastajati, živeti in nastajajo in živijo še danes. Zadružna zveza sama ima 50 let delovanja, zadruge na podeželju pa že vsa ta leta, kot pravimo v tem sloganu, ščitijo prebivalstvo, saj zdaj se je še toliko bolj pokazalo, kdo ostaja na podeželju zadruge. Ostajamo s trgovino, ostajamo tudi s poštami in ostale dejavnosti, ko se veliki umikajo, ko za njih ni dovolj dobičkonosno, mi znamo in vemo na tem podeželju ostati kot trgovina. Na podeželju pa nismo samo kot trgovina, smo kot odkupovalci, pomagamo podeželju, da se ta pridelek njihov dodela, skratka tudi kar veliko število zadrug ima predelavo, se pravi neko živilsko predelavo, od vinske, mesne, mlečne, skratka smo prepleteni s tem našim podeželjem in mislim, da težko reči, kaj je bilo prej, ampak mislim, da je zadružništvo res pretkano s podeželjem in kar čutim, je še bolj veseli, da se mladi prepoznavajo to pomembnost združenega nastopa in da bo to zadružništvo v prihodnosti še močnejše. Seveda moramo poudariti, da zadruge skrbijo, ampak čisto zares skrbijo za svoje člane. Z nabavo, z svetovanje, kajti danes je kmetijstvo bistveno drugačno, kot je bilo recimo pred 150 ali 50 leti. Veliko več je potrebno zbrati informacij, veliko več je potrebno tudi znati pri pridelovanju in pri vsem tem zadruge pomagajo. No, prav gotovo imajo zadruge pač tudi preko vseh teh prodajnih mest doprinos do širjenja znanja. Ni to svetovalna služba Kmetijsko-gospodarske zbornice, pa vendarle tudi v trgovini, če govorimo o neki tehnični stvari, je treba kar nekaj vedeti. Vendar na tem poslovnem področju pa zadruge res otehtajo, na koncu 60 zadrug, skoraj 700 milijonov prometa, polovica je trgovinskega, polovica je pa tudi v tej živilsko-predelovalni zgodbi. Naše blagovne znamke se sreča na trgovskih policah in mislim, da je to en res zdrav temelj, ki ga pa ne smemo, moramo na ta temelj še močnejše hiše postaviti. Kakšne so aktivnosti Zadružne zveze Slovenije na sejmu Agra? Torej predstavitev zadrug absolutno. Sejem je vedno obarvan z aktivnosti, ki so vezane na trenutno situacijo. Zdaj se ravno zaključuje poglavje strateškega načrta skupne kmetijske politike. Tukaj je kar nekaj izredno pomembnih zadev. Ena za zadruge je področje kolektivnih naložb, kjer zadruge bi pridobile sredstva, ki so res nujno potrebna, da bi kmetje, ki so na koncu upravljavci, nadzorniki zadrug, lahko uveljavili svojo voljo, potrebo, da se te, kot sem prej že omenil, živilske zgodbe nadgradijo. Če bomo ostali samo trgovci, se pravi tega kmetijskega pridelka, mesa, mleka in ga izvažali v tujino, se nam piše slabo. Mi moramo zadržati tukaj visoko tehnologijo, ki je ekonomsko, ekološko in pa tudi za potrošnikov privlačna, ne samo cenovno, tudi po te zgodbe, ampak za to rabiš denar, rabiš neko koncentracijo, da to zgodbo osmisliš. Zato pravimo, da v tem strateškem načrtu mora biti poglavja, ki nagovorijo to zadružno, se pravi edino povezano kmečko zgodbo. Ustanovili ste tudi novo digitalno platformo www.zadružno.si. Kaj lahko od te digitalne platforme pričakujemo oziroma do katerih informacij lahko pridemo? Postavili smo platformo, ki bo informirala o končni fazi kupca, pa tudi druge, kaj zadruge premorejo. Premorejo potem
po tem smislu, kaj proizvajamo za trg. To je začetek, v naslednjem letu bo tudi vsa naša kampanja na to oblikovana, da še bolj opozorimo tudi preko te platforme, pa tudi drugih oblik medijev, kupca, kaj imamo. Kupec najbrž vzame nek produkt, pa niti ne ve, da je zadružen, se pravi, da je ta podaljšana roka kmeta pripravlja ta čudovit sir, salamo, vino in tako naprej in dala na trg. In mislim, da je to pravi odgovor. Za prejšnjo leto smo govorili zadruge, smo slovensko podeželje, ta širši smisel ustvarjena poslovanja na podeželju. V naslednjem letu se pa bolj usmerjamo na te blagovne zgodbe, se pravi zadruge za mestno prebivalstvo. Seveda pa ne morava mimo aktualne teme, to je suša in seveda vladni ukrepi. Glede, to, da je suša, ni nič novega. Že desetletja v Sloveniji, ko smo bili še recimo mladi študenti, se je govorilo, da Slovenija pa res rabi vodne zadrževalnike, namakalne sisteme in mislim, da bom kar malo grobo rekel, da je sramotno, da do zdaj tega nismo uredili in da se tudi zdaj prepočasi obračamo. Ne danes, včeraj bi mogli imeti strateški načrt, to ni kmetijski, to je državno pomemben strateški načrt, da to vodo, ki nam v jesenskih, zimskih mesecih teče, da držimo in ne rabi jih sam kmetijstvo. In to je banalno, da se vedno znova pogovarjamo in to je nujno. Ne da so iniciative posameznih občin, ki iščejo neko pot, da bo svojem prebivalstvu. To mora biti državni načrt, ki mora biti aktiven per danes, da uredimo to zadeve. So seveda še druge pomembne zadeve, ampak v tem času, ko gledamo, se pravi, živinorejske proizvodnje letošnjem letu, kar zelo, pa tudi ostala, prizadeta suša, ampak če ti nimaš krme, je nimaš vsak dan in moraš takoj in hitro dobiti pomoč. Res je, da je po trajnih nasadih, če pride toča, pač v naslednjem letu šele potrebuješ neka sredstva, rabiš za preživetje, ampak če v živinoreji zmanjka, rabimo hitro pomoč. Zato smo tudi apelirali na vlado za sloganom, kdor hitro da, dvakrat da. In področja, ki so bila vedno dobro založena s padavinami, od Tolminskega do srednje Slovenije, so letos devastirana. Te kmete dobesedno od septembra, oktobra, ko bojo pokrmili prejšnjo sezono, nimajo s čem krmiti živino in bojo izklevljali. Govorila sva že o strateškem načrtu kmetijske politike, ampak zdaj čisto pred koncem najnega pogovora, kakšna je cenjenost kmečkega dela? Bi veljalo morda to malce bolj izpostaviti ali pa recimo kmečko delo predstaviti tako, kot je? To nas je kar nekaj, ki na to vedno opozarjamo, da je največja prekarnost na kmetijah. Toliko, kot je prostovoljnega dela, neovrednotega, je, bi rekel, paradoks. Na drugi strani smo izredno zrela družba v Evropi, socialna, postavili smo inštitut minimalnih plač v kmetstvu, ki je pa proizvajati tisto osnovno, tisto, kar najbolj nujno rabiš. Ko vse ostalo ne boš potreboval, boš rekel, kje pa je hrana. Telefon ni važen, ostale blagodati niso važne. Zato je treba tukaj izkoristiti vse možnosti, danosti, da po teh zakonodajnih poteh zagotovimo našo težo v te prehranske verigi. Na koncu, na začetku nas je kar veliko število, na vrhu je par trgovcev. In če ne bomo tukaj povezan, združen in tudi kvaliteten in tudi, ne vem, sodoben na energetski, ekonomski način, se ne bomo mogli spogajati. Zato resno apeliram in na kmete, člane, ne člane, na zadruge, da res poskušaš širše, globje, dolgoročnejše razmišljaš, kaj to povezovanje potegne. Individualna kmetija absolutno čudovito, vendar zahteva določene značilnosti, pravi velikost, tudi zaposlovati moraš in ne vem, obseg tudi tržnega prostora mora biti dovolj velik. Resnica pa je, da v Sloveniji, ne vem, 80% kmetij na govedarskem področju proizvede večino govedine za Slovenijo in te kmetije bojo pa morale preživeti, pa še v OMD-ju so še zraven, še ta. Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič, veliko sva povedala oziroma izpostavila tiste teme, ki sva jih imela nekako začrtane. Sva morda karkoli še pozabila oziroma bi želeli karkoli
gledalkam in gledalcem še povedati? No, najprej bi čestitil sejmu za častitljivo letnico, 60 let vztrajajo, tudi njim ni bilo lahko, tudi v tem koronskem času. Vse te vaše drage gledalke in gledalce bi pa povabil na sejem, naj pridejo, naj pogledajo, kaj kmetijstvo zna, kaj zmore, kaj naredi in na koncu koncev tudi kakšno rečemo, se malo poveselimo. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Nahajamo se na razstavnem prostoru podjetja Corteva Agriscience Slovenija. Z nami pa je njihov direktor, gospod Darko Kerec, ki nam bo več povedal torej o samem podjetju in pa tudi o njihovi sejemski ponudbi. Gospod Kerec, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni. Ponudba podjetja Corteva Agriscience Slovenija, kot že poznano, temelji na 3 platformah. To pa so semenski program, sredstva za varstvo rastlin in pa tudi digitalno kmetijstvo. Ja, tako je. Že pred leti je prišlo pri nas do združitve 3 podjetij in kot ste omenili, to so naše 3 platforme. V Sloveniji trenutno delujemo največ na področju semen in pa sredstva za varstvo rastlin. Ostalo bo prišlo v naslednjih letih. V zadnjem času pa zelo veliko se ukvarjamo tudi z biološkim pristopom in pa z trajnostnim razvojem kmetijstva, tako tudi na tem področju bomo imeli v bodoče nekaj novosti. Z inovacijami pa podjetja Corteva Agriscience Slovenija nudi tudi proizvode in storitve, ki nekako kmetovalcem torej pomagajo, da proizvedejo tisto, kar nekako naša prehranska veriga potrebuje. Po drugi strani pa se potem torej tudi trudijo ohraniti te naravne vire in pa tudi zemljišča. Tako, v našem DNK-ju ali v bazi je napisano, da proizvajamo hrano za rodove, ki prihajajo in očuvamo naravo tudi za te rodove, ki prihajajo. Pomeni, to je vsekakor trajnostno kmetijstvo, z tem, da pridelamo kvalitetno, zdravo hrano za ljudi in pa na enem delu tudi kvalitetno, zdravo krmo za živali na področju Slovenije. Zato imamo pač ta naš zelo poznan semenski del Pionirja in pa ostali del sredstev za varstvo rastlin, ki ga poznajo že naši kupci, predelovalci, partnerji v Sloveniji in pa v bodoče ali pa že smo začeli nekaj na področju biološkega, ekološkega kmetijstva. Zaposlujete pa seveda tudi strokovnjake, kateri prebivalstvo dejansko spodbujajo k sodelovanju tako, da vsi skupaj potem tudi napredujemo. Ja, jasno, mi imamo na področju Slovenije zaposlenih nekaj strokovnjakov, promotorjev na vsakem področju posameznega, predelovalci to dobro poznajo, imamo tudi strokovno službo znotraj podjetja v Murski Soboti in pa jasno, znotraj naše matične firme je za vsako področje strokovna služba, ki se s tem ukvarja. Tako kot že vrsto let se tudi letos predstavljate na sejmu Agra z svojimi proizvodi. Nekakšna novost, kateri dajete poseben poudarek, pa je menedžiranje z dušikom. Ja, tako je. Moram omeniti vsekakor, da je naša prioriteta še vedno semena, Pioneer semena, na katerem smo vodilni na področju koruze. Letos se veliko govori o suših in tako naprej. Mi imamo proizvode, ki imajo dobro toleranco na sušne pogoje, to se tudi vidi in se bo videlo v letošnjih pridelkih. Sedanji čas je čas setve ozimna oljne ogrščice, katera je v ponudbi in na tem področju imamo 4 različne hibride, ki so v našem pomurskem in pa slovenskem delu preizkušeni in pa se zelo dobro uvajajo. Zelo poznani smo na področju dodatkov za siliranje, sedaj je čas siliranja silaž, imamo več proizvodov, s katerimi si lahko kmetje pomagajo, celo v tem času, v času sušnih razmer je zelo pomembno, da uporabljajo dodatke za siliranje in pa, kot smo že povedali, menedžiranje z dušikom, zelo pomembno. Vsi vemo, da je v tej krizi, ki je svetovna, glede mineralnih gnojil, dušiki, vsa ostala gnojila so zelo cenovno sedaj višjo cenovni nivoji in imamo proizvode, ki nam lahko tu zelo pomagajo. Eden je Enlog Super, ki pomaga, ohranja dušik iz gnojevke. Na živinorejskih kmetijah, govedarejskih kmetijah zelo pomembno, da očuvamo dušik rastlinam tam, kjer so dostopne in da ne pride do izpiranja. In pa novost naslednje leto je Utriša N, to je eno novo sredstvo, ki je, bom lahko povedal, revolucija na tem področju, ker bo po domače povedano rastlina sama za sebe ustvarjala dušik. To so bakterije, ki v rastlini rasejo in iz zraka vlečejo dušik za rastlino, da jih lahko uporabi. To je čisto laično povedano.
glede podrobnosti delovanja tega sredstva in Nutriša 1 bodo pridelovalci zelo veliko izvedeli v prihajajočih dnevih, mesecih in v naslednjem letu bo ta proizvod zelo pomemben, ker bomo s tem zmanjšali odvisnost po mineralnem dušiku. Kot rečeno, ste prisotni tudi na sejmu Agra in naj bo tale najin klepet tudi priložnost, da vse kmetovalce in tudi tiste, ki jih zanima tako pridelava hrane kot tudi drugih rastlin, povabiva sem na vaš razstavni prostor. Tako je, na sejmu Agra smo že od leta 1993-1994, prej smo že bili tudi prisotni, dolga leta vedno prisotni, nikoli nismo, če bi tako povedal, tudi v teh taših korona časih smo bili prisotni na istem mestu v hali B. Mislim, da pridelovalci, naši partnerji in pa sodelovalci poznajo našo mesto in v teh naslednjih dneh ste si vsekakor dobrodošli, da se srečate z našo ekipo, povprašate kaj, na koncu tudi kakšen kozarček spijamo in še enkrat dobrodošli v hali B. Gospod Hvarec, hvala za vašo družbo in seveda uspešno pri vašem delu še naprej. Hvala lepa. Toliko o ponudbi podjetja Corteva AgriScience Slovenija, kot je že povedal njihov direktor, se nahajajo na sejmu Agra v Gornji Radgoni v hali B, mi pa se sedaj selimo na drugo sejemsko dogajanje. Las Goričko na 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni tudi letos združuje projektne partnerje z območja Goričkega. Na stojnicah se med drugim predstavlja Zavod za turizem občine Rogašovci. Direktorica zavoda Gabriela Gider nam je povedala, s čim se predstavljajo obiskovalcem sejma. Tukaj se predstavljamo kot Zavod za turizem občine Rogašovci in sicer predstavljamo občino Rogašovci in njene ponudnike, naravne znamenitosti in pa seveda kulturne znamenitosti. Kaj ljudi najbolj zanima, kaj povprašujejo? Povprašujejo, kam lahko gredo, kaj lahko pojedo in pa spijejo seveda in pa da nekaj lepega doživijo. In kaj jim vi ponudite? Mi jim ponudimo med naravnimi znamenitostmi najvišji vrh Pomurja, Sotinski breg, potem drugi najvišji vrh Pomurja, Središki breg, izvir Slatine v Nuskovi, kulturne znamenitosti kot cerkev svetega Jurija, cerkev svete Helene, ki se ponaša s tem mozaikom Patra Rupnika, in pa še tiste manjše, kot so Peršev križ, lesen zvonik v Ocinju in ponudniki gostišča, degustacije, prenočišča. Ste stalni obiskovalec sejma Agra? Zdaj že nekaj časa, ja, saj tisti en dan, prvi ali pa drugi, pač na stojnici skupaj z Las. Tukaj na stojnici ste z različnih koncev organizacij Goričkega. Tudi to je en tak pozitiven vidik, da se med sabo povezujete, družite, da si izmenjate kakšne izkušnje. Ja, res je, da se tudi povežemo, da se spoznamo in da si izmenjamo informacije, pa tudi, da se lahko ponudniki med sabo povežejo tudi drugače, ne samo čez mail in pa telefon. Na stojnicah pod okriljem Las Goričko se že drugo leto predstavlja tudi kolesarski klub Varoški šujstri. Njihov predsednik Anton Sep nam je še povedal. Kolesarski klub Varoški šujstri goji tradicijo starodobnih koles, biciklov po domače povedano, kajti ta bicikli so bili v Turnišču pri vsake hiši starodobni, žal jih je danes bore malo, so pa še ljudje, ki so te kolesa zbirali, pa jih imajo, saj imamo starosta člana našega, ki jih ima na zalogi 30, če ne še več. S temi starodobnimi kolesi se zapeljamo na take prireditve, kot je Radgonski sejem ali pa Lendavska trgatev in podobno. Poleg kolesarjenja gojimo tudi starodavne običaje oziroma obrt, ki je bila v Turnišču znana tam v 50-ih letih, kajti takrat je skoraj vsaka druga ali tretja hiša imela čevljarja, šujstra po domače povedano, in z temi orodji oziroma pripomočki, s katerimi so takratni čevljarji, šujstri delali po domače povedano na obrtniški način čevlje, to ohranjamo in to tudi prikazujemo, kako so delali čevlje nekoč. Zlasti so nekateri člani delali tudi v Planiki, ki še danes v Turnišču obstoja, tako da so vešči tega izdelovanja in prikazovanja pač
več starodavnih načinov izdelave čevljev. Spoštovani gledalci, toliko iz prvega sejemskega dne v Gornji Radgoni. Bodite z nami tudi jutri, ko bomo prav tako za vas spremljali sejemsko dogajanje tukaj v Gornji Radgoni. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.